Nekega dne v Parizu leta 1900 je odposlanec nekega kralja vstopil v bordel v francoski prestolnici. Delovala je v imenu svojega delodajalca, 64-letnega Leopolda II. Dekle, za katero se je zanimal, je bila Caroline Lacroix, stara komaj 16 let. To je pomenilo začetek ene najbolj škandaloznih kraljevih afer v Evropi, ki je Carolino Lacroix naredila za najbolj osovraženo žensko v Belgiji in hkrati za multimilijonarko. Torej, raziščimo njeno zgodbo. Čeprav jo danes poznamo predvsem kot Caroline Lacroix, se je ženska, ki je postala ljubica belgijskega kralja, v resnici rodila kot Blanche Celia Joséphine de Lacroix. 13. maja 1883 v mestu Bukarešta v kraljevini Romuniji. Njen oče je bil moški po imenu Jules de Lacroix, njena mati pa Catherine Joséphine Sebille. Podrobnosti o njenem zgodnjem življenju so omejene in so zaradi kasnejših dogodkov dobile skorajda mitski značaj. Ena zgodba pravi, da je bila 23. otrok svojih staršev. Drugi namigujejo, da je bil njen oče francoski diplomat, ki je bil ob rojstvu Blanche nameščen v Bukarešti, medtem ko ga nekateri opisujejo bolj skromno kot hišnika na francoskem poslaništvu v mestu. Drugi viri nakazujejo, da se je poleg svoje službe ukvarjal tudi s priložnostnimi poslovnimi podvigi v Romuniji, državi, katere bogastvo s nafto jo je naredilo gospodarsko pomembno v času industrializacije Evrope. Kakorkoli že, zdi se, da družina zagotovo ni obogatela. Blanche je morala v mladosti delati kot natakarica in proti koncu 1890-ih, ko je bila še najstnica, je že delala v svojem bordelu. Tam je začela uporabljati ime Carolina. V obdobju Belle Époque v Parizu je bilo povsem običajno, da so ljudje v tem poklicu uporabljali psevdonime. In ni trajalo dolgo, da je pritegnila pozornost zelo pomembnih osebnosti. Očitno si je Carolina do leta 1900, ko se je bližala svojemu 17. rojstnemu dnevu, že ustvarila določen sloves. In prav v tem času je francosko prestolnico obiskal Leopold II., kralj Belgijcev, od leta 1865. Takrat je bila Carolina ljubica Antoana Emanuela Durierja, nekdanjega francoskega častnika, ki je bil od nje starejši 18 let. Durieux je prav tako deloval kot to, kar bi danes imenovali zvodnik, nekdo, ki je urejal srečanja s premožnimi strankami. Bila sta nenavaden par. Durieux je imel težave z igrami na srečo. In čeprav je ona prinašala denar, sta bila nenehno v zaostanku s plačili, ko sta bivala v prestižnem hotelu Élysée Palace v prestolnici. Prav v tem času je Leopold obiskal Francijo in slišal za Carolino Lacroix. Opisovali so jo kot nadpovprečno visoko, polno postavo, a kljub temu graciozno, z lepo poltjo in bujnimi kostanjevimi lasmi. Za intrigiranje na to poslal enega svojih uslužbencev v Elizejsko palačo, kjer je ta rekel: Gospa, k vam me je poslal gospod, ki vas je opazil. On je zelo pomembna osebnost, vendar me njegov visok položaj zavezuje, da njegovega imena ne razkrijem. Srečanje z Leopoldom je bilo dogovorjeno že za naslednji dan. Po spominih Caroline, ki jih je objavila desetletja kasneje, je takoj postala Leopoldova ljubica, saj jo je povabil, naj z njim odpotuje v Avstrijo. Po prvem srečanju je bil dosežen dogovor, po katerem je bil Durieux poplačan. Ko so novice o razmerju pricurljale v javnost, je Leopoldova vpletenost z Delacroix hitro postala javni škandal. Čeprav je imel že prej druge ljubice in si prislužil vzdevek kralj Belgijcev in lepih žensk, je bila njegova afera s Carolino drugačna od vseh ostalih. Za začetek je bila ponosna, ostrega značaja in slabo izobražena navadna smrtnica, ki je delala kot prostitutka, medtem ko je bil on skoraj pol stoletja starejši. Leopold je bil še vedno poročen s svojo dolgo trpečo ženo, Marijo Henrieto Avstrijsko, s katero je imel 4 otroke, 3 hčere, ki so bile še žive, in sina, ki je umrl v otroštvu. Marija Henrieta je umrla septembra 1902, vendar je bil kralj v prvih 2 letih in pol, ko je videval svojo najstniško ljubico, še vedno poročen moški. Še pred kraljičino smrtjo je bila vloga Caroline v Leopoldovem življenju vse težje prikrita. Čeprav je običajno potovala pod izmišljenim imenom, jo je leta 1901 izjemoma vzel s seboj na pogreb kraljice Viktorije, kar je šokiralo evropske dvore
in povzročilo val ogorčenja v Bruslju. Ko je naslednje leto umrla njegova lastna kraljica, so padle še zadnje zavore in položaj Karoline je postal bolj odkrito priznan. Ironično je to drzno razkazovanje njegove ljubice Leopolda stalo več priljubljenosti doma kot celo njegova brutalni zločini v Kongu, kot bomo kmalu videli. Sčasoma sta imela skupaj 2 otroka. Februarja 1906 se jima je rodil sin po imenu Lucien Philippe. Drugi sin, Philippe Henri, je sledil oktobra 1907. Rojstvo 2 sinov je odnos še dodatno zapletlo. Čeprav sta bila rojena izven zakona, je Leopoldov edini sin s prvo ženo umrl v otroštvu. In ker po belgijski zakonodaji ženske niso mogle naslediti prestola. Skušalo ga je, da bi priznal svoje sinove iz razmerja z Lacroix, da bi ga lahko eden od njegovih otrok nasledil. Na koncu tega nikoli ni storil in ko je umrl leta 1909, ga je nasledil njegov nečak Albert. V letih po smrti njegove žene so vztrajale govorice, da se je Leopold na skrivaj poročil s Karolino, kar bi bilo škandalozno, tudi če ne bi bila nekdanja kurtizana skoraj pol stoletja mlajša od njega. To je zato, ker je bila takšna zveza obravnavana kot morganatska poroka, kar pomeni zakon med osebama neenakega družbenega položaja. Čeprav so takšne poroke v sodobnem času postale splošno sprejete, so se do sredine 20. stoletja od kraljevih zakoncev pričakovali, da prihajajo iz drugih kraljevih hiš ali najvišjega plemstva. Vse, kar je bilo manj od tega, je veljalo za kršitev dinastičnih običajev in je bilo običajno deležno ostrega nasprotovanja. Te govorice so dosegle vrhunec leta 1906, ko so časopisi po vsem svetu začeli objavljati zgodbe, da se je Leopold poročil s Karolino. Naprimer, tik po božiču leta 1906 je časopis Star na Novi Zelandiji objavil članek o njej z naslovom Morganatska žena vladarja Belgije. V bistvu je namigoval, brez kakršnih koli dokazov, da se je poroka že zgodila. Da je bila Karolina že v morganatski zakonski zvezi z Leopoldom in da je spletkarila, da bi njene otroke priznali v nasledstveni vrsti za belgijski prestol. V resnici ni nobenih dokazov, da bi se takšna zgodnja zveza sploh kdaj zgodila. Karolini je uspelo Leopolda prepričati v poroko šele v zadnjih dneh njegovega življenja. Vztrajna govorica, da sta se poročila že leta 1906, se je pojavila, ko jo je kralj nenadoma povzdignil v baronico Von po rojstvu njunega prvega sina. Tistega februarja je bilo to dejanje tako izjemno, da so mnogi domnevali, da je lahko bilo potrjeno le s poroko. Kmalu se bomo vrnili k zadnjim dnem Leopoldovega življenja. Vendar moramo najprej pogledati dejanske okoliščine, v katerih je živela v začetku 20. stoletja. Takrat je bil Leopold eden najbogatejših ljudi na svetu. To je bilo zaradi njegovih kolonialnih posesti v Afriki. Na vrhuncu kolonialnega boja za Afriko je Leopold na Berlinskem kongresu leta 1884 pridobil nadzor nad obsežno regijo Kongo. Za razliko od držav, kot so Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija, ki so takrat pridobivale kolonije po vsej celini, Kongo ni postal belgijska kolonija. Namesto tega je bil zasebno posest, ki je bila v osebni lasti Leopolda. V naslednjih 24 letih jo je intenzivno razvijal kot vir surovin, kot sta kavčuk in slonovina. Danes je bila vsa brutalnost njegove vladavine razkrita, saj je postalo jasno, da so Leopoldove zasebne sile tam izvajale množično suženjstvo in grozodejstva, da bi povečale njegov dobiček. Pri tem je postal izjemno bogat. V Belgiji je Karolina kmalu postala zelo nepriljubljena, ko je postalo jasno, da ogromno bogastvo, ki ga je Leopold pridobival iz Konga, ni bogatilo naroda, temveč je financiralo njegovo zasebno življenje z žensko, ki bi lahko bila njegova vnukinja. Karolina je postala najbolj vidna upravičenka tega ropa, nagrajena z veliko bruseljskim dvorcem, ki je imel osebje in opremo na kraljeve stroške, ter s palačastim zatočiščem na francoski rivieri Vilo La Leopolda. In navidezno neizčrpen tok denarja, da je lahko zadovoljila vsako svojo muho, medtem ko je nakupovala in potovala po Evropi ob kralju. Ko se je pritožila, da so njeni nakupovalni izleti v Bruslju prekratki zaradi voznega reda vlakov, je kralj preprosto zamaknil odhod hitrega vlaka za 1 uro, s čimer je zagotovil kasnejši odhod iz središča mesta v Larkin,
kjer je njen dvorec stal na obrobju prestolnice. Vse to pa je bilo krvavi denar, pridobljen na račun zločinov, ki so jih uradniki Leopoldovega režima izvajali v Kongu. Zaradi tega je kmalu postala znana kot kraljica Konga. Do leta 1908 so ti zločini postali znani v Evropi in belgijska vlada mu je odvzela kolonijo ter jo postavila pod svoj neposredni nadzor. Kljub vsemu bogastvu, ki ga je pridobila od svojega ljubimca, je Karolina še naprej obiskovala svojega nekdanjega zvodnika Antoina Emanuela Durieja. Sledil ji je v Bruselj in domnevno tam živel od denarja, ki ga je dobil od nje. Občasno so ga celo opazili, kako prihaja in odhaja iz njene hiše, njeni poskusi, da bi to prikrila s trditvijo, da je njen brat, pa so delovali le nekaj časa. Leopold je kmalu ugotovil, da se nekaj dogaja, in njegova ljubosumnost je rasla. Ko se je z njo soočil, je ukazal, naj odstranijo vse vizualne ovire med njeno hišo in njegovo bližnjo palačo. Tako je lahko neposredno gledal čez posestvo in jo imel, skupaj z vsakim, ki bi si drznil obiskati jo, ves čas pod svojim nadzorom. V začetku decembra 1909 je Leopold hudo zbolel. Potem pa je 12. decembra, po letih zavračanja, da bi to storil, se končno poročil s Karolino. 5 dni kasneje je pri 74 letih umrl in nasledil ga je njegov nečak Albert. Takoj je izbruhnil škandal. Leopold je uredil svojo oporoko in finance tako, da je večino premoženja zapustil Karolini, ali pa ga je prenesel v skrbniške sklade in slamnata podjetja za njuna 2 sinova, ko bosta odrasla. Natančen znesek ostaja nejasen še danes, vendar je skoraj zagotovo šlo za desetine milijonov v tistem času, kar bi danes pomenilo približno $1 milijardo ali več. Leopoldovi odnosi s hčerkama iz prvega zakona so bili že leta napeti, zato sta skupaj prejeli približno 6 milijonov frankov. To je bil le majhen delež ogromnega bogastva, ki si ga je pridobil s svojimi grozljivimi dejanji v Kongu. Poleg tega pa sta ta denar v bistvu prejeli prek belgijske države in ne po Leopoldovi oporoki. Na smrtni postelji je kralj celo zavrnil srečanje s svojima hčerkama, vendar je bila Karolina tam, ko je umrl. Pravne tožbe so se začele množiti takoj po Leopoldovi smrti, saj sta njegovi hčerki poskušali pridobiti večji delež dediščine. Kralj Albert je prav tako poskušal pridobiti nazaj del premoženja, ki ga je Leopold zapustil svoji dolgoletni ljubici. Na primer, izselili so jo iz vile La Leopolda na francoski rivieri, ki jo je novi belgijski kralj vrnil v last belgijske krone. Karolina je zdaj postala še bolj osovražena pri belgijski javnosti in vsaj enkrat so njeno kočijo na bruseljskih ulicah obmetavali s kamenjem. Kljub temu se je zdela večinoma neprizadeta zaradi sovražnosti ali svojega slovesa. Namesto tega se je poročila z Durjo, ki se je z njo videval občasno v 9,5 letih, ko je bila ljubica Leopolda. Čudno je, da je po skoraj desetletju njunega nenavadnega, skrivnega razmerja prav poroka povzročila njun razpad. Zveza se je hitro skisala in leta 1923 sta se ločila. Karolina je po Leopoldovi smrti ter po drugi poroki in ločitvi živela razkošno življenje, kljub tožbam in drugim oviram. Podedovala je vsaj 7 milijonov ameriških dolarjev njegove zapuščine in morda še več, kar je v sodobnih razmerah pravo bogastvo. Imela je več uglednih snubcev med plemiči Zahodne Evrope, vendar se ni nikoli ponovno poročila. Njen mlajši sin Filip je umrl leta 1914, vendar je njen starejši sin živel dolgo življenje, vse do leta 1984 z nazivom vojvode Telfurina. Karolinino poznejše življenje je bilo v primerjavi s prvim in drugim desetletjem 20. stoletja razmeroma nedramatično. Živela je mirno in zelo udobno življenje. V nekoliko nenavadni potezi se je, potem ko so se polemike okoli nje polegle in jo je Evropa večinoma pozabila, v 30 letih odločila, da izda spomine o svojem življenju. Izšla je leta 1937 pod angleškim naslovom A Commoner Married a King, kot jo je baronica Devon povedala Paulu Fochu. Zgodovinarji so se vsebine njenih spominov večinoma lotevali previdno, saj številni elementi iz pogovorov, ki jih je Karolina imela s Forjem, morda niso bili točni ali pa so bili preprosto v njeno korist. Preživela je drugo svetovno vojno in umrla na jugozahodu Francije 12. februarja 1948, stara 64 let.
Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Caroline Lacroix. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih, kaj si mislite o njenem življenju, in če imate kakšne predloge, mi jih prav tako napišite spodaj v komentarjih. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. No, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Lives. Hvala.